Na Hrvaškem ne stavijo več samo na njihovo bogato turistično ponudbo povezano z Jadranom. Vedno večji poudarek dajejo tudi celinskemu delu Hrvaške, kjer jim je v zadnjih letih uspelo razviti več zanimivih in vabljivih turističnih destinacij. Obala je sicer še nekako najbolj pomemben del naše turistične ponudbe, vendar v zadnjih časih se odlična turistična ponudba razvija tudi na kontinentu. V to smo se prepričali tudi slovenski novinarji, ki smo na povabilo Hrvaške turistične skupnosti v Sloveniji spoznavali turistične bisere hrvaških regij, ki mejijo na Slovenijo. Potepanje smo pričeli v Međimurju, najsevernejši hrvaški regiji, imenovani Cvetlični vrt Hrvaške. V Murskem Središču, tik ob slovenski meji, smo se najprej ustavili v turističnem kompleksu Cimper, ki ga razvijajo na območju nekdanjega rudnika. En veliki del smo že spremenili v turistični kompleks. Na podlagi tiste industrijske dediščine međimurskih rudnikov smo uredili spomen dom rudarstva tu v Murskem Središču, kjer se nahaja nekdanji separator rudnikov, ki se premog doprema in odprema potem kupcom diljem države. V međimurskih premogovnikih je od leta 1919 do 1972 delalo na tisoče rudarjev, o čemer pričajo številni dokumenti predstavljeni v spominskem domu rudarjev, ki so ga uredili v nekdanjem rudniškem separatorju, kjer se nahaja na atraktiven način postavljena zbirka, ki priča o življenju rudarjev in rudarski zgodovini Međimurja. Prihodnost nekdanjega rudarskega kompleksa pa bo namenjena turizmu, predvsem tranzitnim gostom, saj je v bližini mejni prehod. Veliko so že postorili. Urejena je že rudarska restavracija in manjša pivovarna s pivnico, športni tereni in družabni prostor. Načrtujejo pa še avtokamp. Lansko leto smo tudi uredili studio apartmane, tipe sobe, imamo registraciju hostela, za zdaj imamo 40 postelj, tako da moramo prijemati razne turistične grupe raznolikih velikosti in interesa. In tisti turistički kompleks Cimperi mora biti zelo dobro izhodišče za destinacijske programe kontinentalne Hrvaške, kajti v neposredni blizini imamo še dosti sadržajev, kot so zaščita narave, imamo tudi edukacijski center, pa vinsko cesto Međimurja, pa potem terme, Čakovec kot center zgodovinske in kulturne dediščine, tako da imamo tu zelo puno prostora za destinacijske programe, ki bi izhajali iz tistega prostora turističkog kompleksa Cimper. V njegovi bližini je tudi naravni naftni izvir Peklenica, prvo naftno polje na svetu. Tu so nafto črpali od leta 1886, kar je 4 leta prej kot Pensilvaniji v ZDA. Danes je nafte sicer premalo, da bi se jo splačalo črpati, pravijo domačini, a je vrtina zanimiva za ogled. Se lahko le tu od blizu vidimo brbotanje črnega zlata. V začetku 20. stoletja, ko so v Međimurju iskali nafto, pa so našli toplo vodo, ki jo s pridom izkoriščajo v toplicah Sveti Martin. Tamkajšnji Spa and Sport Resort velja za največje in najbolje urejene toplice z najbolj prestižnim wellnessom na Hrvaškem. Moderni notranji bazeni s termalno in navadno vodo, največji hrvaški kompleks zunanjih bazenov, wellness center, kongresne dvorane, restavracije, namestitev v sodobnem hotelu, apartmajih s 4 zvezdicami in golf vilah zagotavljajo pravi oddih. V sklopu centra, ki ga obdaja neokrnjena narava, imajo golf terene in igrišča za različne športe. V bližini pa so tudi vinske gorice. Na međimurskih bregovih so trto zasadili že stari Rimljani. Danes pa se vinogradi razprostirajo na preko 1000 hektarjih, med katerimi je speljana Međimurska vinska cesta, ki jo tvori več kot 30 lepo urejenih vinskih in degustacijskih kleti. Med njimi je tudi družinska kmetija Hažić v Jurovčaku. Dakle, mi se bavimo vinogradarstvom i voćarstvom, dakle, proizvodimo vino, proizvodimo jabuke. Dakle, jedan dio jabuka, dakle, većinski dio se prodaje na veliko, dakle, preko preprodavača, a u principu nekakvi 10% ide u preradu, pa onda od jabuka radimo sok od jabuke, radimo vino od jabuke, jabučni ocet i sušimo jabuku, dakle, u čips, odnosno radimo čips od jabuke. Vse te proizvode in večji del njihovih vin prodajo na domu.
Radimo degustacije, dakle prezentacije tih naših proizvoda. Na posljedku, dakle gosti koji dolaze, ponajviše iz Toplice Sveti Martin koji su, velim evo, kilometar od nas, dolaze nas posjetiti, degustirati i na kraju kupuju te proizvode, što je i u konačnici i ideja bila, dakle, kompletne priče. Radimo sa grupama najčešće, ali i individualno gosti nam dolaze. Obiteljsko gospodarstvo kao takvo i funkcionira da u bilo koje vrijeme, dakle, može primiti goste i pokazati ono što radimo. Tako da tata, mama, sestra i ja smo uvijek tu. V njihovi ponudbi so le bela vina, značilna za Međimurje, predvsem laški Riesling. Vina, ki so prepoznavna po odlični harmoniji okusov ter sadnih arom, pravi Hažičeva. Z obiskom njihove kmetije in s prodajo vina ter vseh drugih pridelkov, ki so v ponudbi, so zadovoljni, zato nameravajo širiti ponudbo. Stvarno možemo reći da radimo dobro, radi se puno, ali funkcioniraju stvari odlično. V Međimurju pa dajajo velik poudarek tudi kulinariki. Ta temelji na starih tradicijskih jedeh, ki pa so jih spretni kuharji nadgradili in posodobili. Pa mi Međimurci smo zelo podobni vašim Prekmurcima. Ko so prej naše bake pa vaše bake imale približno iste recepture, ne? Tako da je naša tradicionalna kuhinja zelo podobna vaše. Ne? Pa vendar se tudi zelo razlikuje. Juhe so obvezni del vsakega kosila, najbolj znana pa je pretepena juha. Mesne jedi kombinirajo s specifičnimi omakami in prelivi, katerih osnova so smetana ali pa gobe. Vse, kar je zelo pomembno, je, da so vse te stvari, kar so not, avtentične, prave, domače. Vse testenine mi tukaj delamo sami. Koristimo vse namirnice domače in vrhnje in sir in jajca imamo tudi z eko vzgoja. Veliko pozornost pa dajajo aranžiranju jedi na krožniku, detajlom. Razlika je v detaljem. Ja mojim ljudem pravim, ne, kako vi rečete, prosečnih, ne, povprečnih, ne, restauracij imate veliko, ampak tisti detalji so tisti, kateri delajo razliko od slabih, boljših in zelo dobrih in najboljših, ne. Med tradicionalne međimurske jedi, ki jih je treba pokusiti, sodi meso iz tiblice s sirom turošem, pa tudi pretepena juha in pretepeni fižol, vrsta jedi iz sira in seveda međimurska gibanica. Vi imate prekmursko gibanico, katere so zelo podobne, ne? Samo Prekmurci pri vas delajo po 2 sloja sira, maka, orehi in jabolk, pri nas pa en mal večji, ampak je približno vse enako. In pravim, ko so mamice nekdaj delale, niso vedele, kje bo meja. Kmalu je ne bo več, a Slovenci so že sedaj zelo dobrodošli gostje v Međimurju, kjer večina ljudi ne le da razume slovensko, ampak se tudi trudi govoriti v slovenskem jeziku. Sicer pa se Međimurci, ki jih odlikuje velika gostoljubnost, trudijo predstaviti njihovo regijo kot avtentično in ohranjeno turistično destinacijo. To je naša prednost, ko nas še vedno ljudje odkrivajo, turisti nas odkrivajo in kot destinacija se zelo razvijamo in ljudje odidejo, turisti odidejo od nas z zelo dobrimi impresijami. Ne le ravnice in vinske gorice, za življenje v Međimurju je zelo pomembna tudi reka Mura. V prejšnjem stoletju je na njej, samo na hrvaški strani, delovalo 90 mlinov. Največjega so obnovili in ob reki speljali mlinarsko učno pot. A ob našem tokratnem obisku nismo mogli do mlina, saj je Mura pokazala svojo moč in kljub rokavom, ki so jih zgradili, poplavila cesto. Polni lepih vtisov smo se poslovili od Međimurja in se popeljali v sosednjo Varaždinsko regijo, kjer smo se najprej ustavili v Varaždinu. Številne kulturno-zgodovinske znamenitosti mesta pričajo o 8 stoletjih tradicije, razvoja, bogatstva in razkošja. V 18. stoletju, ko je bil Varaždin glavno mesto Hrvaške, so v njem živeli številni plemiči in veleposestniki, obrtniki in umetniki. Na sprehodu skozi stari del mesta, ki je zaprt za promet, smo občudovali številne razkošne baročne zgradbe in cerkve.
ter resnično občutili duh prejšnjih stoletij. Posebnost tega starega, zelo lepo ohranjenega mesta pa so tudi varaždinska dvorišča, ki jih odpirajo turistom. Varaždinska dvorišta su najintimniji prostori našeg grada. To su prostori koje svaki stanovnik, pravi Varaždinac, je uvijek čuvao i njegovao za sebe, za svoj odmor i za svoj užitak. Kolika je naša želja da se otvorimo turizmu, pokazuje i dokazuje upravo ovi otvoreni prostori. Varaždinska dvorišča se nahajajo v starem baročnem delu mesta in resnično nosijo značilnosti preteklosti. Vse odsvetja, kakršnega so negovale in stare lonce ter druge odslužene predmete sadile naše babice, pravi Tropova. I ta dvorišta želimo otvoriti turistima, da im pokažemo svoju gostoljubivost i svoju autentičnost, da im prikažemo svoj stil života, kakav ovaj grad i dalje njeguje i njegovi građani, ali isto tako nam je želja i cilj da oni se i zabave i nauče nešto, upoznaju nešto i nešto izrade. Svako dvorište, za sada ih imamo otvoreno 3, cilj nam je otvoriti ih 10, imat će svoju posebnost i svoj sadržaj, a svi zajedno pričat će o prošlosti i sadašnjosti grada Varaždina. Ta se v zadnjih letih ponaša še eno posebnostjo. Muzejem angelov. Gre za zgodbo, ki je vzniknila iz ustvarjanja in slikanja varaždinskega slikarja Željka Prsteca, a Varaždinci so jo sprejeli in svoje mesto poimenovali mesto, v katerem spijo angeli. Znate, nekad davno je i varaždinski grb bio nošen u rukama anđela. Pa je onda došlo vrijeme kad su protjerali tog anđela, pa je ostao samo grb. Moji anđeli su se pojavili u to vrijeme kad nije bilo anđela koji nosi grb. Oni su došli nenadano, nenajavljeno i eto, ostali su već skoro 30 godina u mojem stvaralaštvu i kroz to stvaralaštvo nekako se povezalo sa jednom povijesnom pričom, jer je Varaždin bogat sa jednom kulturnom ostavštinom i duhovnom ostavštinom. On je pun, imamo nekoliko krasnih crkvi koje su pune baroknih anđelčića i to je vjerojatno nešto što je i meni bila inspiracija, možda i nesvjesno. Slogan in zamisel o Varaždinu kot mestu, v katerem spijo angeli, je avtorsko zaščiten ter v javnosti prepoznan kot del projekta Anđelinjak. Muzej angelov, v katerem so našla svoja zatočišča vsa umetniška dela na to temo, pa je prinesel Varaždinu dodatno prepoznavnost in turistično atrakcijo za obiskovalce in ljubitele angelov iz celega sveta. Tako kot angeli govori vse jezike sveta, tako instalacije ogovarjajo vsakogar, ki jih opazi, ne glede na vero. Mislim da čovjek materijalno može puno toga izgubiti, međutim ako nema duhovnosti, ako nema te snage u čovjeku i pomoći anđela, nema povratka i nema budućnosti. I zato je jako bitno njegovati duhovnost i ukoliko je čovjek shvatio da je izgubio svojeg anđela kroz ovaj suvremeni način življenja, mislim da svakak mora dojti u Varaždin, pogledati u Anđelinjak ili u muzej i siguran sam da će nešto lijepoga poneti sa sobom. Na sprehodu skozi center starega dela mesta pa bo doživel marsikaj. Od uličnih glasbenikov do kovača, ki mu bo skoval novčič za srečo. Spoznal bo varaždinsko domačo obrt, občudoval grad z obzidjem in 100-letno lipo pred njim, ali pa se usedel na prestol in se počutil kraljevsko. A ne le v Varaždinu, tudi v njegovi okolici najdemo veliko zanimivosti in posebnosti.
Zagotovo mednje sodi edini nedelujoči vulkan na tem delu Evrope, do katerega vodi zanimiva učna pot. Taj vulkan je bil najbolj aktivan prije nekakvih 23 milijuna godina. Pa je delal 3 milijuna godina, pa je malo prestal, pa je opet delal. Tu su se mora non stop izmenjivala, dolazila, odlazila, more i kopno. Ono kaj danas moramo vidjeti je ostatak tog vulkana. O nekdanji aktivnosti vulkana Gaveznica pričajo kamnine najdene ob kraterju. I moguće je najti nekakve zanimljive kamne, kot je ovaj ahat, to je jedan poludragi kamen koji se razlikuje po tome od ostalih da je proziran, to ga pogledate prema svetlosti. Krater nekdanjega vulkana še niso v celoti uredili, je pa lepo urejena in opremljena celotna učna pot. Prava učilnica v naravi. Pojedinačne ulaznice uopće ne naplaćuju, ali je šteta kad se već dođe sim da se onda i ne pogleda zbirka mineralov koja je prilično zanimljiva i najbolja zbirka hrvatskih mineralov koje se more vidjeti v Hrvatskoj. Ta se nahaja v bližnji Lepoglavi. Zagnani člani združenja Lepoglavski ahat so zbrali poldrage kamne iz različnih koncev sveta. Pobližje pa je možno videti tudi obdelan Lepoglavski ahat. V isti stavbi v bližini znanih lepoglavskih zaporov pa že 10 let deluje zadruga Lepoglavske čipke, znane v svetu in od leta 2009 uvrščene na UNESCO seznam svetovne nematerialne dediščine. Karakteristika je za lepoglavsku čipku da se isključivo radi od jako tankog konca, da bi ti motivi koji su jako složeni došli bolje do izražaja. Zatim je tu reljefnost čipke jako bitna. Posebnost lepoglavske čipke so tudi motivi, ki jih izdelujejo. Načrti leteh so stari več kot 100 let. Pa ima ih negdje oko 150. Znači, a svaki opet taj motiv radi se dugom tehnikom prebacivanja. Možda čovjek kad to gleda primijeti samo da se batići prebacuju, a u stvari je jako to složen i mukotrpan posao. Zadruga Lepoglavske čipke povezuje kar 50 žensk, ki obvladajo čipkarsko umetnost in svoja dela predstavljajo na prodajni razstavi v Lepoglavi. Tudi nas je prevzela čarobna lepota čipk, še posebej prekrasne poročne obleke. A hiteli smo naprej in se ustavili pri Trakošćanu, enem najlepših hrvaških srednjeveških dvorcev. Obkrožajo ga čudoviti parki, stara drevesa in umetno jezero, nad katerim se mogočno dviguje lepo ohranjen dvorec, ki mu daje posebno vrednost ohranjena originalna urejenost notranjih prostorov. Zgodovina, spokojnost in tišina, ki jo zmoti le ptiče petje, prevzame vsakogar, ki pride v Trakošćan. Za tiste, ki želijo ostati dalj časa, pa se v podnožju gradu nahaja nedavno obnovljen hotel Trakošćan. Ponuja vse, kar je potrebno za miren, aktiven oddih. In prav v Trakošćanu smo zaključili naše potepanje po Varaždinski regiji in naslednji dan pot nadaljevali v sosednjo, Zagorsko-Krapinsko regijo. Dobrodošlico so nam zaželeli med vinogradi na Vinskem vrhu, kjer stoji vinska klet Bolfan. Samu obradu vinograda radimo na biodinamičkom principu upotrebom pripravaka 500 i 501 i naravno sa dodatnim prskanjima biodinamičkim čajevima, time da samu prihranu tla radimo sa ekološkim kompostima koje sami pripremamo za naše tlo i na taj način se tretira kompletni vinograd. Sama ekologija vam znači manji sklop trsa, treba osigurati veću prozračnost, samim time su to i manji prinosi, a krajnji cilj je kvaliteta vina. Je pa res, da je za ekološki način obdelave vinogradov pomembna lega, pravi vodja vinske kleti. I ovdje je uvijek lagano pirka vjetar, to je naš dodatni obrambeni mehanizam u trsju. A samo imanje je staro nekih 13 godina, tako da u principu prve berbe su nam već 2007. Čak 2008. su već počele osvajati medalje na dekanteru. Ob vinski kleti so postavili tudi restavracijo s sobami in pri tem pazili, da je vse iz naravnih materialov.
Čovjek je od prirode potekao, prirodi se treba i vratiti, ne smije se narušavati priroda, a samim time uz vina šteta bi bilo na ovakvoj poziciji ne kušati ta vina iznad ovih vinograda, uživati u cvrkutu ptica, u samim mirisima cvijeća poljskog, pa samim time u restoranu nudimo isto sezonski autohtone domaće namirnice, zavisno od sezone. U sklopu objekta imamo iznad restorana i 5 vilinskih soba u kojima možemo primiti do 10 gostiju. S prodajo njihovih ekoloških vin in z obiskom restavraciji so zadovoljni. Pa potražnja postoji, hvala Bogu, i prodaja ide relativno dobro. Obdelujejo 20 hektarjev vinogradov in zaenkrat se ne nameravajo širiti. Pripravljajo pa nov projekt. Lotili se bodo vzreje ekoloških krav, vse z namenom, da obogatijo svojo ponudbo v restavraciji. Jer već sad 2 obitelji u svojim poljoprivrednim gospodarstvima za nas uzgajaju autohtonu hrvatsku sortu turopoljskih svinja. Z Vinskega vrha se razprostira čudovit pogled na okoliške brege, posejane z vinogradi. Odlična zagorska vina in gastronomija, ki temelji na tradicionalni zagorski kuhinji, so pomemben del njihove turistične ponudbe, ki jo predstavljajo pod sloganom Bajka na dlani. Ne le purica z mlinci in različni štruklji, še marsikaj slastnega odlikuje Zagorje. V to smo se prepričali v Majsecovem mlinu v Donji Stubici, kjer tradicionalne zagorske jedi pripravljajo na malo drugačen način. Koristimo stare namirnice, od njih slažemo neka nova jela. Evo, danas ste vi u ponudi imali, osim zagorske tradicionalne juhe, ste imali recimo kremi juhu od paprati i medveđeg luka. Poslije ćete još imati neka jela, ne znam, sa rižoto od ječmene kaše sa povrćem, pa onda, ne znam, čips od koprive i takve stvari. Normalno i bijele žgance, tradicionalno naše jelo, sa drugim nekim dodacima, ne klasičnim. Tako da uvijek upotrebljavamo u principu sve namirnice koje su tu u našem krugu. U principu prošećem se ujutro 1-2 sata i onda bar 3-4 vrste namirnice skupim okolo i onda od toga spremamo razna jela. Vse, kar je na krožniku, je torej domače, sveže, sezonsko in zelo izvirno. Tudi kruh in testenine, ki jih delajo sami iz ajdove ali bele koruzne moke. V neposredni bližini gostinskega lokala imajo namreč več kot 100 let star mlin. Još i danas nas služi povremeno, ne svakodnevno. Znači koristimo ga za poznatu zagorsko brašno od bijele kuruze i još imamo raženo i heljino brašno povremeno za naše potrebe. A inače na ovom malom potočiću koji tu teče, zove se Reka, koji ide gore sa Medvednice kroz Donju Stubicu i nekad postajalo 17 mlinova i 3 pilane. Ostal je le Majsecov mlin, ki so ga obnovili, stare lesene hiše ob njem pa domiselno spremenili v gostinski lokal s sobami. In še veliko je restavracij v Zagorju, kjer vam bodo postregli z izvirno zagorsko kulinariko. Tudi v Toplicah. Znano je, da je prav na tem področju največ termalnih izvirov in največ modernih termalnih kopališč z vrhunskimi hoteli, kar predstavlja pravo hrvaško kontinentalno riviero. Zdravilno moč termalnih voda in blata, bogatega z minerali, ki nudijo učinkovit zdravilni efekt, vedno bolj prepoznavajo gostje iz tujine, tudi iz Slovenije, pravijo v termah Tuhel, kjer imajo notranja in zunanja kopališča z več kot 5000 kvadratnih metrov vodnih površin. Odprli pa so tudi nov, sodobno opremljen hotel Vel. Veliko manjše, vendar zelo lepo urejene so terme Jezerčica v Donji Stubici, zgrajene na samem izviru zdravilne termalne vode. V neposredni bližini hotela urejajo tudi hrvaški vrt Perunike oziroma irisov, cvetja, ki je nekdaj krasilo hrvaške vrtove. Da ne bi zamrlo, so zbrali sadike vseh koncev Hrvaške. V turistični ponudbi Zagorsko-Krapinske regije pa je še veliko zanimivosti, ki jih v enem dnevu ni možno spoznati.
Od muzeja krapinskih neandertalcev do številnih dvorcev, gradov in tudi romarskih središč. Zato imajo domačini prav, ko pravijo, da se je treba k njim vrniti. Mi pa smo hiteli naprej v Karlovško regijo, kjer smo se najprej ustavili v Rastokah pri Slunju, kot pravijo nekateri, malih Plitvicah. Pa Rastoke se razlikuju u Plitvicama po tome što ovdje ljudi žive i rade. Znači prije je to bilo jedno vodeničarsko naselje gdje su ljudi sa okolnih sela, gradova dolazili da ovdje samelju svoje žito, kukuruz, ko šta već ima. Sklad med človekom in naravo, ki je tisoče let ustvarjala lepoto Rastok, obstaja še danes. Vse hiše so zgrajene v starinskem stilu. Zaradi izolacije spodnji del iz kamna oziroma sedre, zgoraj pa vse, tudi streha, iz lesa. Mlinov pa ni več veliko. Prije je bilo 14 mlinica, sad su u funkciji te 3, ali koliko smo čuli još je u izgradnji su još 2 mlinice. Trenutno pa je v Rastokah več restavracij kot mlinov. V njih vam bodo ponudili svežo, domačo hrano, predvsem postrvi, pripravljene na poseben način. Sve je drvo, gore vam je kamena ploča i na tom se peče. Znači ta pastrva, onda stavljamo te krumpire na tu ploču, tako da ja mislim da baš ne možete negdje naći te krumpire tako ispečene na ploči. Lepote Rastok, nastale z igro zeleno-modre vode reke Slunčice, ki se preliva preko pnenčastih sten in pri tem ustvarja številne slapove, brzice, jezerca in kaskade, navdušujejo številne turiste. Dolaze sa svih strana svijeta, znači ima ih iz Amerike, Australije, Kine, Japana, Izraela. Rastoke so zagotovo biser Karlovške regije, kjer pa turizem gradijo na še 4 rekah. Pošto upravo te 4 rijeke Korana, Kupa, Mrežnica i Dobra su nekim dijelom zapravo i najatraktivnije u našoj turističkoj ponudi. I svakako sve više turista se upravo i zbog njih javlja i zaustavlja jasno u našoj županiji. Mi smo se ustavili ob Mrežnici, v idiličnem robinsonskem kampu, v neokrnjeni naravi, kjer ni niti elektrike. U krugu sigurno od 50 km nema zapravo nikakve industrije. Nažalost, to je posljedica posljednjeg rata. Ekonomija je prilično stradala, ali zato je posljedice toga su čista i gotovo očuvana priroda, tako da je moguće kod ovog vodostaja kod kojeg smo danas išli, usudio bi se reći da je vodu moguće i piti. Mrežnica je torej kot ustvarjena za sprostitev, za ribolov, čolnarjenje, kampiranje in tudi kopanje. Prav čolnarjenje, na katerega smo se podali tudi mi, je v zadnjem času vedno bolj priljubljeno, pravi Miheljak. Da se koriste samo pneumatski čamci, što ste i vidjeli, koji ne oštećuju te sedrene barijere kojih ima na cijelom toku rijeke u dužini od nekih 64 km, više od 100. Mrežnica je torej primerna tudi za večdnevne spuste, a mi smo imeli le nekaj ur časa. Nekateri pa niso le čolnarili, želeli so se tudi kopati. Super, mokro, zabavno, super je bilo, res. Naporno? Naporno, ja, nazaj je bilo zelo naporno, ampak smo imeli doping s sabo, tako da tu nas je rešil. Z velikim veseljem vabim vse naše drage, spoštovane slovenske goste, da to pridejo malo probat. Kaj pa ta termometer odlično, pravi? Termometer pravi, da je Mrežnica prav zdaj nekje 20 stopinj, ne 10, hecam se. Je pa res, da se v poletnih mesecih Mrežnica segreje na več kot 24 stopinj in je primerna tudi za kopanje. Pa tudi to je res, da smo slovenski novinarji preživeli 4 čudovite dni v 4 hrvaških regijah ob slovenski meji. Prepričali smo se, da so v zadnjih letih zelo veliko postorili na področju razvoja turizma. Res, veliko so naredili na področju turizma, ta ponudba je zdaj visoko kvalitetna, posebej v segmentu gastronomije, enologije, pa tudi aktivnih počitnic. Slednje pa so tudi trend, ki ga nameravajo na Hrvaškem še bolj izkoristiti po vstopu v Evropsko unijo.
pokoja, dok ne rečeš da bo.